Minuli konec tedna je bil v črnomaljski občini slovesen, saj je že 60 let delovanja obeležilo kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Vinica. V sklopu festivala Poletje v Vinici, ki ga pripravljajo domača društva, so poskrbeli za posebno prireditev. Legende Vinice, ki je posvečena vsem našim bivšim članom, ki so bile ene vrste legende, da smo prišli do tega rojstnega dana, in tudi povzeli smo zgodbe in prigode, ki so se dogajale tu v naših krajih, v naši krajevni skupnosti, tako da smo vse skupaj zapakirali v en lep dogodek. Viniško društvo je trenutno najštevilčnejše folklorno društvo v Sloveniji. Tudi zato so slovesnost izpeljali brez gostov. Sami domači smo, ker imamo zelo številčno društvo. Trenutno nas je aktivnih 137 članov. Danes bo nastopalo okrog 150, mogoče tudi kak član več. Imamo otroške dve skupine, mladinske dve skupine, odraslo skupino, tamburaško začetno, pa viniške tamburaše, pa ljudske pevce, viniške fante, viniške punce in goca jazota. Da mnogo bilo težkih je dni, oj Vinica, prelepi pesnikov kraj. Na kaj pa so v 6 desetletjih delovanja najbolj ponosni? Na to prehojeno pot, da so naši prvi člani, ko so ustanovili društvo, verjeli, da se to razvija lahko pri nas. Bili so izzivi vsa ta leta, plusi, minusi za člani, z ostalimi, ampak trenutno smo prišli do tega, da kakovostno delujemo, tudi izobražujemo naše člane. Svetičice lepo pojo, da do razvoni. Zelo pa so ponosni tudi na številčni podmladek, s čimer imajo težave v večini folklornih društev v Sloveniji. Nimamo formule prave, pač imamo srečo, bi rekla. In res si želimo tudi druga skupine, da bi imeli tako srečo kot mi. Pri nas je na primer 130 učencev v šoli, od tega jih je 80 v otroški in mladinski skupini. In smo ponosni, da jih veseli in folklora in tamburaštvo in da z nami skupaj sodelujejo. In samozavestno nastopajo. Na navdušenje vseh ima folklorna dejavnost v Beli krajini lepo prihodnost.